Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V tokratni pravljici bomo odpotovali na Južni pol ter spoznali pingvine, ki jim je ena samcata stvar spremenila njihova življenja. Le kaj bi to lahko bilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Nekoč je bil pingvin. Nekoč se je na mrzli, daljni ledeni gori pingvin Pingo spotaknil ob nekaj. Bilo je veliko in rdeče in v sredini listasto. Je bila streha? Splav? Jadralno letalo? Vetrobran? Klobuk? Grelna blazina? Stvar je bila precej neuporabna in je pingvine kmalu nehala zanimati. Pingo pa je postajal vse bolj zvedav. Strmel je v veliko, rdečo listasto stvar in jo poskušal razvozlati. Ko so minevali dnevi in tedni, so dobili drobni znaki pomen. Pingo je bil zelo bister pingvin. Od takrat se je Pingo v stvar zatopil. Ko so premraženi pingvini iskali zavetje, je povedal: Na tropskem otoku sem, tukaj ni snega. V času kosila je rekel: Nisem lačen, s princeso jeva sladoled. Zvečer pa je dejal: Ne moremo posteljo, z vesoljsko ladjo letiva na Luno. Pingvini so bili močno zbegani. Tropski otok? Princesa? Vesoljska ladja? Kje? Vse je tu notri, je razložil Pingo. V tej veliki, rdeči, listasti stvari. Prisluhnite. Pingo jim je začel pripovedovati o izjemnih ljudeh, daljnih deželah, čudežnih bitjih. Bilo je razburljivo, osupljivo, včasih malce grozljivo. In ko je obrnil zadnjo stran, so pingvini vzklikali: Hočemo še! Ničesar drugega ni, je žalostno rekel Pingo. Samo eno veliko rdečo listasto stvar imam. Samo trenutek, kaj pa je to? Antonova knjižnica, je prebral Pingo. Kdo je Antonova knjižnica? So vprašali pingvini. Ne vem, a moramo jo najti. Mogoče ima še druge velike rdeče listaste stvari. Zamisel jim je bila všeč. Podali so se na pot čez morje, čez gore, goščavja in džungle, dokler niso prišli do mesta. Kako drugačno je bilo od Pingove mrzle, samotne ledene gore. Meščani so hrupno racali in hiteli sem in tja. Zakaj se nihče ne ustavi? Je zaklical Pingo. Nenadoma je zagledal znan obraz. Princesa! In odpeljala jih je v Antonovo knjižnico. Antonova knjižnica je bila nekaj drugega, kot so pričakovali pingvini. Ni imela rok, niti nog, niti glave. Antonova knjižnica sploh ni bila oseba. V njej pa je bilo veliko listastih stvari vseh barv. To so knjige, je rekla princesa. Berimo. Uspelo jim je. A knjižnico so zapirali. Zapirate, je kriknil Pingo. Moram prebrati konec te zgodbe.
knjigo si lahko izposodiš in jo prebereš doma, je rekla princesa. V knjižnici si lahko vsakdo izposodi knjigo. In tako je vse več in več knjig romalo na Pingovo malo ledeno goro in nazaj. Domovanje pingvina ni bilo več mrzlo in na koncu sveta. Zato je poskrbela velika, rdeča, listasta stvar. Izjemna pravljica, prav gotovo. In v knjigah se resnično skrivajo izjemne modrosti, ki odkrivajo nova znanja ter budijo našo domišljijo. In res sem vesela, da bodo domišljijo razvijali tudi pingvini in si tako krajšali čas v mrzlih zimskih dneh. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Zajčkov bralni krožek ali pa pravljici Tiho, tukaj beremo, kjer so živali prav tako z navdušenjem prebirale knjige. Res luštni pravljici. Verjamem, da tudi vi uživate v listanju ali prebiranju knjig. Pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja. Pingvin Pingo. Zanimivo, kako se je tale listasta stvar sploh znašla na južnem polu.